Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 53. epizodo podcasta Goreči grm. Moj tokratni gost je Janez Meden, še ne 30-letnik, ki je med študijem elektrotehnike začutil klic za delo z mladimi na duhovnem področju in se zato vpisal v bogoslovje. Ko se je po 5 letih izkazalo, da tam zanj ni več mesta, se je ponovno znašel tako rekoč na začetku. Vsaj karierno gledano, vendar ga to ni zmedlo. Vzel si je nekaj časa za razločevanje, nato pa je začel prevajati birmanske programe in jih tudi izvajal. S tem namenom sta s kolegom celo odprla podjetje Luč.si. Pri Janezu me je navdihnilo več stvari, pa naj omenim le 2. Prva je seveda pripravljenost za delo z mladimi na duhovnem področju in to profesionalno. Takšne pripravljenosti danes ni prav veliko pri različnih ljudeh. Pri tem je bilo še posebej zanimivo, kako Janez loči med iskanjem lastne potrditve pri delu z mladimi, torej neke vrste egoizmom in pravo ljubeznijo na drugi strani. Druga stvar, ki me je pa navdihnila, pa je širina njegovega razmišljanja o temah, kot so mladi, identiteta, poklicanost, poslanstvo, cerkev in podobne. Pogovor z njim je bil res prava poslastica, oziroma kot so se oba dva izrazila na koncu, duhovna hrana. Tako da najbolje, da neham s tem uvodom in da gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Janez, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, z veseljem, dober dan. Janez Meden, pastoralni delavec SP. To mi je tako res v oči padlo, ker imam tudi svoj sam SP, pa nisem bil tako kreativen oziroma tako nekonvencionalen. Sej ni nekonvencionalno, sej ta poklic obstaja, ne? Ampak ga ni v klasifikaciji poklicov. Ja, sej to ime SP tudi ni treba, da je klasificirano. Ne? In bolj sem imel težave pol v zbrati dejavnosti, ki jih upravljam. Ne? Ja, kaj tudi ni glih pastoralen od. Ja, tam sva imela s to uslužbenko na iPesu malo več težav. Ne? To, da sem pastoralni delavec, ni niti nič čuden pogledala, pa če upisala. Pa ve, kaj to? Tega ne vem, mislim, da je neverbalne komunikacije. Mislim, da je bilo jasen, kaj pravzaprav počnem. Tudi zato, ker ko sva iskala dejavnosti, se itak že doma tako pogledala. Ne. Ja, sem ji razložil, da v bistvu učim verouk, da vodim mladinske skupine in tako. In pa sem nekako upisala dejavnost verskih organizacij. Zdaj, kaj to pomeni, sej poleg tega imam tudi še Izobraževanje pa tudi neko fotografijo, pa spletne dejavnosti, pa take stvari, ki jih tudi počnem pol. Ampak ja, pastoralni delavec tako, razmišljal sem, kaj bi dal kot ime in v resnici imam SP za to, da to počnem in pa sem rekel, pastoralni delavec. Ja, ampak ti se tukaj nisi ustavil, ne? Ti imaš pol še firmo, ne? Včasih so za SP rekli, da so privatniki, ne vem, če se spomniš, ko sem jaz odprl svoj SP, nama ženo glih stroj crknil in je pol žena sem mi napisal SMS odprl, ne? In pol napiše, no super, zdaj, ko si privatnik, bo pa nov stroj kupil. Ampak ti nisi sam privatnik, ti si še podjetnik. Ja, no, zdaj rekel si, da se nisem ustavil samo pri tem, to ni čisto res, ker potem sem se ustavil. Ja, zato, ker najprej Luč.si, ne? Tako, no, čisto podjetniško gledano sem solastnik. Ja, tam smo začeli, no, nekako s prijatelji. Nikoli pa nisem res Nisi gledal na to kot množenje kapitala, ne? Nikoli. Ne, čeprav smo ustanovili DOO, ne zavoda. Ja, vse to me je presenetilo. Ja, logika zadaj je v bistvu bila, če mi ne moramo preživeti s tem, kar ponujamo, kar delamo, pol je mogoče boljš, da zapremo firmo. Če bi danes delali, bi se verjetno odločili drugačno. Zdaj itak nimamo toliko dohodka ali česarkoli, da bi se nam na davkih ali poznali neke bajne vsote, tako da je ostal pri tem. Ne, zanimiva, drzna poteza, nekonvencionalna poteza za pastoralno dejavnost ustanoviti firmo. No. Res je pritegnilo mojo pozornost, ker sem pač malo bolj v tem nevladniškem svetu in pa se nekdo pozicira kot
kot podjetnik, ne kot nevladna organizacija. Ja, malo je bilo to tudi tako po navdihu Američanov, tega, kar se tam dogaja. Je pa res, da je tam situacija drugačna, ne. Tam ljudje dejansko lahko živijo od tega, kar na verskem področju počnejo, ker je tudi trg neprimerljivo večji, ne samo Amerika, ampak angleško govoreči svet, ki pol zajame dejansko cel globus. In zato bi se verjetno zdaj odločil drugače, ampak nekako so takrat v svoji mladostni zagnanosti smo verjeli, da se to da. Ti mladostna zagnanost pri tebi še je, ne? Ti si še pod 30, ne? Ja. Če gledamo slovensko zakonodajo, je pa to itak stvar srca, ampak jaz, ki sem mladinski delavec, ena od mojih vlog, ne, moram biti tudi na to pozoren in sem rad. Zato, ker pol, rečejo, kakšni 70-letniki, ja, mi smo tudi še mladi, ne, tako, in pol se zgubi, ne, ker biti z mladimi je bil tisti tvoj klic na nek način, ne? Ja, tudi biti mladosten je drugo kot biti mlad, ne. Biti z mladimi. Ne vem, zakaj točno, ampak sem imel odvedno mlade rad. Že takrat, ko sem bil mlajši od njih. So mi bili ta generacija, recimo najstnikov, starejših najstnikov pa tako. Mi je bila vedno blizu. Navdušen sem bil nad to energijo, nad tudi veseljem, sproščenostjo in tako. Lahko bi rekel, da sem zaljubljen v mlade, ker dostikrat malo spregledam tudi, kar so negativne lastnosti in izzivi dela z njimi, pač vidim to, kar mi je lepo, kar mi je dobro. Ampak mislim, da če hočeš delati to, kar jaz počnem v delu z mladimi, moraš biti malo zaljubljen. Če ne, ti zmanjka. No. Ampak na to točko zastaviti svojo kariero je pa najbrž malo riskantno in to si zdaj najbrž tudi že spoznal, potem ko je firma 4 leta že deluje, ne, pa SP. Najbrž si spoznal že, da pač to ni neka lahka kariera, najbrž si tudi že vedel, da bo tako. Ja. Da je več nekih malih poslov, razen če bi se ne vem kaj, s 3 župnijami izmenil, da bi veruk učil ali kaj, ne. Kar bi v Sloveniji bilo možno je, da bi na nekem škofijskem ali pa celo medškofijskem nivoju prevzel kaj tazga. Ali pa tudi saj so zaposleni na katoliški mladini ali pa v kakšnih takih stvareh. Če bi se lotil česa tazga, to je neka opcija za zaposlitev. Sem pa vedel, ja, da to ni, tudi da to v Sloveniji ne obstaja sploh. Da ni lahek kruh. Ja. Tako se mi zdi, da imava malo podobno zgodbo, tudi jaz sem šel malo brez glavo v to, ne, ampak dobro, ne kot SP na začetku, ne, ampak vedel sem, da bo to težko, ampak da če božja volja pa bo, ne. Ja, tako nekako in prej si rekel, ne, da na to točko zastaviti svoje življenje. Jaz nisem življenje zastavil nisem ga zastavil na mlade, ampak na Boga in sem nekako prepoznal, da je to božja volja, da sem za to postavljen in da bo poskrbel. Če pa ne bom šel pa kaj drugega delati, ne, saj sem vedno svoboden, da sem tukaj. To, kaj delaš, ne, pri tebi, prejle sva se pogovarjala, ne, to, kar delaš pri tebi, še ni del identitete, ne, in tvoja identiteta je ugnezdena veliko globlje, kot pa to, kaj delaš. Ti bi bil še isti Janez Meden, če bi kombi vozil, kar si tudi počel, ne? Ja, do tega je sicer, tako, recimo, kar nekaj časa trajalo, da sem do tega prišel, ampak ja, moja identiteta je veliko globlja in delo je bilo nekaj časa moja vizija, moja tako glavna skrb v življenju. In tudi, ko sem bil v bogoslovju, ko sem razmišljal o duhovništvu, čist tako iskreno moram povedati, da mogoče to ne bi bilo najboljše izhodišče. Ker jaz sem v bogoslovju šel iz pastoralnih nagibov in to je dobro, ker duhovnik je pastoralni delavec. Ni pa samo to. Tudi zdaj, ko imam punco oziroma zaročenko, so moje prioritete drugačne in tudi to, kar delam, je vedno v službi tega, da sem jaz lahko čim boljši fant in enkrat mož in oče. In del tega je v bistvu tudi plača, ne? Če jaz enkrat ne bom mogel od tega preživeti in poskrbeti za svojo družino, bomo zamenjali kariero, pa zaradi tega ne bom nič prikrajšan, nič manj to, kar sem. Ste pa vi mlajši od nas, ne? Se pravi, jaz se imam za sredino srednje generacije, ne? Sredina med 30 pa 60, ne? Nekaj na pol. Ti si pa še konc ta prve, ne? Ste vseeno, imate drugačen pogled na to valovanje kariere kot mi, ne? A veš, meni je bilo to tako veliko vprašanje, računalništvo ali pastorala, ne?
Res mi je bilo to veliko vprašanje, tako življenjskega pomena in vidim, kako vi, ti še posebej, pa tudi vaša generacija to veliko lažje jemlje. Jaz sem pa res tako rekel, pišu, to, če ne bo to, bo tisti in to bo pa zelo težko menati nazaj. Ne. Ta teža je prisotna in tudi veliko, vsaj tako jaz dojemam, veliko ljudi moje generacije, čeprav smo zelo fluidni glede svojih poklicev in v bistvu marsikdo čisto gre rajš menjati službo, kot da bi prosil za povišico, a ne. Tako da bi prav menjal kariero, pa mislim, da vse ne gledamo toliko zlahka, no? Kot recimo jaz, ker meni pa res, ne vem, sem res mogoče en fenomen v tem. Je pa tudi to vidimo, nekaj delam z mladimi, je še vedno res ta skrb za poklic, kako se odloči, ker so pač v tem obdobju razmišljajo o srednji šoli, pa pol faksu, pa tako. In je to teža, ki jo tudi zaradi tega, ker se z njimi pogovarjam in njim hočem to olajšati in jim povedati, ne bo se ti svet podaril, če zdaj le zbereš v narekovajih narobe. Tudi zaradi tega pač veliko razmišljam o tem in govorim in pol tudi sam sebe malo prepričam počasi. To se strinjam s tabo. Od izbire faksa pa do zabetoniranosti karijere je še par korakov, kjer se dajo stvari še, sploh zdaj, ko je Bologna, bolonski študij, je še več takih korakov, kjer se da stvari preokreniti in je boljš, da nekaj zbereš, pa če nisi zihar, kot pa da nič, ne. Kar je tudi fenomen pri veliko mladih, da rajš, temu rečejo FOMO, ne, fear of missing out, ne, se pravi, da nič ne zberejo zato, da ne bojo kaj zasrali. Ne. Da ne bi zbral narobe, ja. Ampak dajva iti zdaj na tvojo zgodbo, ki mi je res zanimiva. Tako vidim nekako 3 tvoje faze, no. Pred bogoslovjem, bogoslovje pa po bogoslovju, no. Sej ne, pa ne samo zaradi bogoslovja samega, ampak tudi tako se mi zdi, da si bil 3 različni Janezi Medeni. Ti si bil pred bogoslovjem v bistvu dijak škofijske klasične gimnazije, ki si tudi malo gotovo, da nisi vsega premislil, preden si, ne. Se je lotil. Ja, zdaj jaz, to je tako tukaj imam rad natančnost jezika, no. Sem pozoren na izraze, da je to vedno bil isti Janez. Absolutno, ja, se upravičujem. Sej, pisam tako, razumem, kaj je bilo rečeno in tudi, verjetno včasih tudi sam tako rečem, no, ampak če se da, sem pozoren na to. To je vedno bil isti Janez, čisto zaradi tega, ker je hotel v osnovi iste stvari. Sam, da tega mogoče takrat ni vedel. Ja, na škofijsko sem šel. Zdaj, ko rečem, da ne vem, zakaj je to deloma res, ker v bistvu nisem veliko razmišljal, tja je hodila sestra, vedel sem, da bi rad šel na gimnazijo ali pa neko srednjo šolo, ki ima tudi versko vsebino. Želimle so se mi zdele daleč, tudi zaradi prevoza, pa vedel sem, da že sestra hodi na škofijsko, da pač bo verjetno lahko skupaj hodila in tako. In je bila nekako lažja izbira. Tako, če bi izbiral še enkrat, verjetno ne bi šel tja, mogoče pa tudi malo tudi odvisno trenutnega navdiha. Zato, ker sem tako vesel stvari, ki so se mi tam zgodile večinoma. Čeprav mislim in sem že tudi takrat govoril, da mislim, da škofijska klasična gimnazija v marsičem tako zgreši svoje poslanstvo zaradi nekih idej, s katerimi se jaz ne strinjam čisto zaresno. Od tega, da je gimnazija klasična in da je to menda dobro, jaz bi pač rad videl, da je splošna gimnazija, tudi zaradi tega, ker imam rad fiziko in ker mislim, da tudi naravoslovci lahko ogromen prinesejo svetu in krščanstvu in tako naprej. Se lahko spustim, pa bo dolg po tem ostala. Pa si šel pa na elektro, ne? Tako, pa sem šel na elektrotehniko, zato ker mi je to bilo zanimivo. In tudi še zdaj mi je to v bistvu tako en hobi. A si prej že kaj tazga delo hobi? Ne v smislu tradicionalne elektrotehnike, da bi kaj skupaj lotal pa neke žice vezal. Bolj v smislu tega, kar si ti študira računalništva, ne? Ampak ta povezava v bistvu med programom pa fiziko. Pa realnim svetom. Tako, ja, kaj se tle zgodi. Tako. Ki so zdaj zelo, zelo popularne, ne? Ja, in to mi je tako pač blizu. Me zanima, nekako spremljam, kaj se dogaja. Nimam časa, da bi prav se poglabljal pa kaj delal na tem. Mi je pa zanimiv in vedno sem bil dober v fiziki in pa se mi je to nekako zdela dobra izbira, tudi zaradi tega, ker je pač perspektiven študij. Sem šel tja. Pol pa, ko se je bilo treba usesti za knjige pa študirati, je bilo pa treba tudi razmisliti, zakaj to počnemo, ne. Pol hobi ni več dovolj, pol moraš imeti nek cilj v glavi.
Takrat v tem istem letu sem prevzel mladinsko skupino doma v Župniji in ko sem opazoval svoje kolege na faksu, ker škofijska kljub vsemu je nek mehurček, ne dobiš izkušnje srednje šole, ki jo dobiš kje druge. Čeprav tudi na škofijski se marsikaj dogaja, ampak je drugače. In ko sem prišel na faks, nisem bil presenečen, tako da mi je kaj presunal, ampak čist ta kontrast tega, kar so živeli moji kolegi na faksu, njihovih vrednot, pogleda na življenje, kaj je njim pomenilo, da se zabavajo, da živijo na polno. In to, kar sem jaz hotel predati svojim mladim v mladinski skupini, sta bili toliko različni stvari, da ker sem imel to mladino rad, me je skrbel za njih, kako jim povedati stvari in kako hoditi z njimi pa jih spremljati, da ne bi prišli v to, kar sem videl pri svojih kolegih na faksu. Ampak od česa misliš, da izvira ta bipolarnost, ta res, ne vem, to si tako zdaj povedal skoraj kot hudič pa bog. Sej mogoče celo mal je, ampak najbrž ni to, eni so za hudiča, eni so pa za Boga, ne? Ampak kako da izbiramo tako raznolike poti, tako diametralno nasprotne, z istim ciljem, vsi se hočemo imeti dober, ne? To je eno temeljnih eksistencialnih vprašanj, verjetno, že od začetka človeštva, ne? Če se vsi trudimo za dobro, pa vsi mislimo, da delamo za dobro, zdaj so res redke izjeme, ki vejo, da delajo zlo in se za to odločajo. Ja. Ampak velika večina ljudi verjame, da dela dobro. Pa se ozreš okoli sebe, pa vidiš, koliko je enih čudnih pa slabih stvari. To je ono temeljno vprašanje, zakaj, kaj se tukaj dogaja. Jaz mislim, da vsi mladi, pa tudi vsi ljudje v osnovi želimo isto. To zdaj malo klišej, pa tudi poje vprašanje, kaj to pomeni, ampak želimo si ljubezen. Želiš se nekomu dati, želiš biti dar in služiti in vedeti, da je to, da živiš, da je za nekoga dober, da je nekdo vesel tega, da ni brez veze, da ni vseeno, da si živ. Frankl se mi zdi to zelo dobro opisal, ne? Ko je rekel, ljudje mislijo, da si želijo srečo, v resnici si pa želijo razlog za srečo. Sreča brez razloga je v bistvu prazna, je pač neko ugodje, nek užitek, občutek, da ti je v redu in to zasledujejo ljudje, ker to je dobro, do tega si želiš priti. Ugodje. Zadovoljstvo z življenjem, tako bi rekel, no. Ja, ugodje je malo plitva beseda, no, ampak ja, no, da bi se dobro počutil. In v naši družbi je zelo lahko do ugodja priti poceni. Če pa to delaš nekaj časa, pa ne deluje več, ker si v bistvu izgubil razlog, ki ga iščeš. To je tisto, ker je težko, ta krščanska pot je težka. In mislim, da smo pač zamenjali ugodje s smislom in si prizadevamo za to, da nam bi bilo luštno, namesto da bi delali to, kar je smiselno, pa kar nas bo izpolnilo. In ti si videl pač pot A, pa pot minus A. Kako te je to nagovorilo in k čemu te je ta goreči grm peljal? Razmišljal sem o tem, res kako tem mladim pomagati, ker sem jih imel rad. To je pač nekaj, kar mi je bilo dano, da imam mlade rad, da bi rad njim pomagal. In sem razmišljal, kam jih poslati, ker sem vedel, da jaz sem premal, da ne morem vseh doseči, vsaj ne na dolgi rok, da bi jih spremljal. In sem razmišljal, dobro bi bilo, da bi bil en duhovnik, pa neka skupnost, ki dejansko živi za to, ki je lahko tam, ko ga rabijo. Ko sem videl, da duhovnikov nekako ni glih velik, je bilo moje vprašanje, dobro, kaj pa mene ovira, da bi postal duhovnik, pa bil tako za mlade. In nekih velikih ovir nisem našel, punce nisem imel, ne da si nisem želel družine, ampak to se tako pač vzel kot neko žrtev. In ti ni bila velika, nisi dvomil v smislu tega, da ta žrtev je pa res tako velika, da... Je bila velika žrtev, ampak mislim, da brez velikih žrtev ne moreš narediti nečesa velikega, ali pa res pomembnega in smiselnega. In tudi družina je v resnici zelo velika žrtev. Pa če sem imel ta pogled, sej tudi če bom imel družino, dobro, mogoče se lepo sliši, pa bom pač imel eno lepo ženo, pa me bo imela rada, pa bo skupaj kam šla, ampak imeti otroke je velika žrtev. Sam na zunanji strani, ne spati cele noči, pa ko so bolni, pa še na psihološki, ko odrastejo, pa v bistvu te malo tako zavržejo, kljub vsemu, kar si jim dal. Do tega se ne bova vrnila najverjetneje, ker je bilo prej, ampak ti si drugi od 5 otrok, odraščal s 4
sestrami. Ja. Tako da najbrž imaš tudi to podobo, ne? Staršev, ki... Ja, mislim, jaz ne bom rekel, tako sem prej grdo rekel, ne, da zavržeš starše, čeprav tudi to se ti lahko zgodi. Ne. Ampak tako vidiš otroke, ki si jim ogromen dal in ne znajo tega ceniti, ker tudi ne morejo tega ceniti, a ne, ker so otroci, tako kot ti za svoje starše ne moreš pokazati. Je dosti samoumevno, ne, če s tem, da šele pol, ko srečaš koga, ki ni bil tako ljubljen, ne, opaziš, da kaj so ti dali, ne. Ja, sem vzel kot neko žrtev, ampak sem se zavedel, da na vsaki življenjski poti, če hoče biti smiselna, bojo žrtve. In sem pošel v bogoslovje s tem nekim pogledom, da bi rad mladim, da bi bil za mlade, tudi z enim, ne bom rekel, vizijo Don Boska, ker se nisem odločil za salezijance. Tudi zaradi tega, ker to je zanimivo, ker me to dostikrat ljudje vprašajo, zakaj pa nisi šel salezijancem, če je to mladina ti pomembna. Ker sem imel nek pogled, da mladi, ki so v salezijanskih župnijah, že imajo take duhovnike. Jaz bi pa rad mladim, ki nimajo stika s salezijanskimi župnijami, pa z oratoriji, pa z, ne vem, gimnazijo v Želimlah, tem mladim, pa vsem na nekih normalnih župnijah neki dati. Veš, kakšno kritiko salezijancev si zdaj s tem rekel, ne? V smislu, da oni imajo določene strukture, kjer se to dogaja, ne gredo pa ven. To si zdaj implicitno povedal, pa provociram te drugače. Ja, sej, to je bil moj pogled takrat. A ne? Aha. Tako, bil je tudi nepopoln in z nekim neutemeljenim upanjem, da v škofijski cerkvi, pa v škofijski strukturi bom pa lahko to naredil. Bo pa tega več, hoje ven. Ne, da bo več, ampak da bom lahko bolj svoboden in da bom lahko to naredil, a ne? Kar se je pol izkazalo za, kot sem rekel, zelo neutemeljeno. In ko sem prišel v bogoslovje, sem v bistvu tam srečal ljudi, ki so bili zelo vpeti v neke strukture, ki je njihov pogled na cerkev in duhovništvo bilo zgrajeno na drugačnih temeljih kot moje ideje, tako bom rekel. In sem bil razočaran nad tem in to sem tudi zelo iskreno povedal. Večkrat. Ja, tako svojim sobogoslovcem kot vodstvu. Da jaz mislim, da to, kar se tam dogaja, ni cerkev, ki jo je imel Jezus v mislih. Tudi, da se jaz osebno počutim slabo, da pogrešam pastoralno dejavnost, iz kjer sem zrastel, zdaj mi je bila pa nekako vzeta in da težko rastem naprej, če so mi odrezali korenine v tem smislu. S tem se zavedam, da moja korenina je vedno Jezus, ne, ampak tudi on prehaja po nekih kanalih. Najbrž pa prej, ko so govorili o delati pa biti, ne, so bolj delali na to, kaj boš ti bil, ne, kaj boš delal. Ne? Taka je bila razlaga. Aha. Ampak vsa pozornost... Se pravi, ti se s to teorijo strinjaš na nek način, sam pol ni bilo... Ja, jaz se strinjam, meni se to zdi zelo dobro zastaviti vzgojo bogoslovcev najprej na to, kaj ti si in šele pol sledi, kaj boš delal. Samo težava je, če se to zgodi samo v besedah, pa se pa v bistvu vedno ukvarjaš samo s tem, a je zdaj nekdo prišel nekam, a ni, a je naredil prav ali ni, a je on na študiju, na faksu naredil vse kljukce ali ni. In te ne zanima, kaj v resnici on doživlja, kaj je. Tako, kdo, kaj se v njem dogaja, a ne? Zdaj najpogostejši naslov, ko v bistvu tebe intervjuvajo, je vrgli so me iz semenišča. Ne? Jaz tazga naslova ne bom dal že zato, ker bi se preveč ponavljal, ampak vendarle je to zelo pomembno pri tebi, ne? Da nisi šel sam, ampak so te vrgli. Ne? Se mi zdi, to ti je kar pomembno. Ne? Mogoče. Vsekakor mi je bilo pomembno, ko sem bil tam, ker to je tudi en razlog, da sem toliko časa vztrajal. Sem kar dolg rabil, da lahko to zdaj tudi priznam in povem iskreno. Je bil ena trma, ker sem videl, da se ne strinjamo in sem videl, da sem jim trn v peti, ampak sem rekel, če nočete, da sem tukaj, me boste odslovili, jaz sam ne bom odšel. In tudi, če je Božja volja na nek način, ne? Zdaj, če bi prepoznal, da je Božja volja, če bi res nekako videl, spoznal, začutil, da to ni to, bi odšel sam. Ampak v tistem okolju sem bil preveč zmeden, da bi zmogel razločevati zares.
In zato sem razmišljal na tak način, jaz nazadnje, ko mi je bilo jasno, ko so bile stvari dovolj mirne, da sem slišal Božji glas in vedel, kam me hoče peljati, sem se odločil za bogoslovje. Tukaj dejansko sem pa zmeden. Bogoslovje ni več omogočalo razločevanja, ali kaj hočeš reči? Ja, počutil sem se zmeden. In sem to tudi povedal, a ne, sej, to je tudi bil na koncu en od razlogov, da sem bil odslovljen, so rekel, ti nisi zihar, a ne, ti nisi gotov glede svojega poslanstva. In sem rekel, ja, res nisem. Mislim sicer, da je to tudi zato, ker to, kar se tukaj živi, ni to, kar živi duhovnik. In če se nekdo tukaj ne počuti dobro, še ne pomeni, da ne bo dobro živel kot duhovnik. Jaz mislim tudi marsikakšen župnik, pa duhovnik, ki je zelo zrel in srečen v svojem duhovniškem poklicu, če bi ga postavil v bogoslovje, bi bil izredno nesrečen. In to je tista težava, ki sem jo jaz videl, ne? Zato nisem mogel razločiti. Jaz sem vedel, da se v bogoslovju ne počutim dobro. Nisem pa vedel, a bom kot duhovnik... A to zdaj pomeni, kaj tudi za naprej, ali ne? Tako, ja. Vedel sem, da rad delam z mladino, dobro mi je bilo, kadarkoli sem šel na kakšno župnijo, tudi ko sem bil na pastoralni praksi v Preski, sem se tam zelo dobro počutil in tako nekako zaživel spet. In zato mi je bilo težko, a ne, tudi zato nisem šel, ampak je bilo pa tudi neki trme v tem smislu, če hočete me odsloviti, pa me boste odslovili, a ne. Zelo pa omenjaš tudi ignoriranje nekih določenih velikih problemov, ne, v smislu kakšni medsebojni odnosi, pa da ni bilo zares ta pravih pogovorov, ki so bili tudi, bi morali biti, pa tako, ne. Ja, v bogoslovju je takrat, ko sem jaz bil tam, bom tako rekel, je bilo velik težav in stvari se niso reševale. Kako je zdaj, tega ne vem. Vem, da so neke stvari drugačne, tudi deloma se je zamenjalo vodstvo. Ni šlo samo za moj pogled, no, dejansko je šlo za ljudi, ki so tudi dostikrat odšli iz bogoslovja in se zdaj kaže in tako za nazaj, da so imeli resne težave tam, pa tega noben ni naslovil. In meni je nek pokazatelj, koliko bogoslovje zgreši, tudi to, koliko mladih duhovnikov izstop oziroma zapusti duhovništvo zdaj v zadnjih letih. Očitno niso bili pripravljeni. In tudi, ko se pogovarjam z mladimi duhovniki, ki smo pač v stiku, ki smo bili skupaj v bogoslovju, ne, so nepripravljeni. Povejo, da niso bili pripravljeni na to, kar se zdaj dogaja, ko so duhovniki. Kakšni so z veseljem duhovniki, kakšni tudi ne toliko zlo. In to je tisto, kar me skrbi, ne. Ker nekdo, ki se je v bogoslovju počutil zelo dober, mislim, da ni najboljši zrezan za škofijskega duhovnika. Mogoče za redovnika, ne? Ker v bogoslovju dejansko je en tak redovniški sistem, ko je nekako vse za zunanje stvari poskrbljeno in tak okvir. Škofijski duhovnik ni to, vsaj v mojem pogledu, ne, no. Si pa omenil, kaj je en odnos, ki se ni reševal, ne? Ja, zdaj pač en moj sošolc se je tako zelo nezdravo navezal name, ko najprej je šlo za en pasivno agresijo, ko se nisem dovolj družil z njim, pa sem se družil z ostalimi, pa je šlo tudi za neko zasledovanje, tako da je vedno pri vseh stvareh, ki so bile, je mogel sedeti, biti zraven mene. Hkrati pa tudi neka trma, kakšen tak polglasen, nesramen komentar iz njegove strani. Bi so res neko iskanje pozornosti na zelo nezdrav način. In to so ne samo, da sem jaz povedal. To so predstojniki sami videli, to se je videli, tudi kdo, ki je bil v tem času v bogoslovju, ga lahko vpraša nekdo, pa bo točno vedel, o čem govorim. Ja, te stvari se pač niso reševale, ne, sem šel zelo direktno do predstojnikov, pa rekel, se bo to kaj rešil, ali boste kaj naredili, mislim, ta človek ni primeren, ne, za voditi neko župnijo. Ne zaradi tega, ker bi zdaj jaz imel kaj proti njemu, ampak ker je videti, da ni zadovoljen, da ni srečen. In mu je treba pomagati, ne. Moj cilj nikoli ni bil, zdaj pa morate njega odsloviti. Jaz sem rekel, pomagajte mu, da nekako predela. Jaz mu ne morem, ker jaz sem preveč vpet v tem. Pa so se zelo veliko pogovarjala, sem si poskusil vzeti čas in tako. Gotovo sem naredil tudi kaj narobe, a ne. Nič od tega se v bistvu pol ni reševal. Pa ni bil to edini, to je pač moja izkušnja, ne, ni pa bil to edini tak primer. Pa tudi tisto me je presenetilo, da ko si šel 1 leto na razločevanje, se pravi, da praktično nimaš stika, čeprav razumem, da potem sploh niso poželi sadov tega razločevanja, ampak so ti kar dali
Že, ali, To je ali bilo, to ni bilo čistko, to sem razumel iz enega intervjuja. Ja, sej je bilo v tem smislu. Jaz mislim, da vsekakor ni bilo dovolj pogovora, da bi nekdo lahko, a pa da jih je sploh zanimalo zares, kaj imam jaz zapovedati. Ampak se to ni presenečen, če jih prej ni, tudi po letu razločevanja ni. A ne? Ja, na leto razločevanja sem bil poslan na župnijo v Domžale in zanimivo je že to, da zdaj mnenje so pridobili od mentorja, se pravi od župnika. Tam sta tudi dva duhovna pomočnika, s katerima sem sodeloval, ni noben nič vprašal. Tudi župlanov, s katerimi sem imel stike v skupinah, od družinske kateheze do zakonskih skupin, pač mladincev, veruka. Ni bilo nobenega posveta, ne? Vse mnenje je bilo mnenje mentorja, ne župnika. In se to ni nič nenavadnega, ne? Tako se pač delajo stvari. Že to je težava, da se občestvo v resnici ne vpraša. Ampak tudi mene, tudi z mano, en pogovor so imela z rektorjem sred tega leta razločevanja, je pač prišel pogledat na obisk, so se malo pogovarjala. Na koncu leta sem imel v bistvu pogovor z škofom, en tak mal daljši, oziroma nad škofom, no. Ne bo kdo se čutil prizadetega preveč. In v tistem pogovoru sem imel občutek, da me želi slišati, ampak ne zmore. Da je on v neki predstavi cerkve, kjer ne more razumeti, kar mu razlagam. In mi je tudi tako dosti iskreno povedal, da me doživlja kot enega jeznega človeka, kot najstnika, ki pač jezen na cel svet, ali pa na vsaj tisti del sveta, ki šteje, torej na cerkev, to so bile njegove besede. In da on tazga duhovnika ne rabi. To je bil njegov zaključek. Moj odgovor je bil, da jaz nisem duhovnik, pa tako nisem bogoslov zato, ker me rabi škof, ampak ker bi rad cerkvi nekaj dal. Da sem pa res jezen. In da se mi to ne zdi nič narobe, dokler verjamem pa prečiščujem to jezo, da je upravičena. In tudi nisem besen, da bi uničeval stvari. Jih pa povem, zaenkrat oziroma do takrat sem tako, tudi vse, kar mi je bilo naloženo v pokorščini, sprejel. Razen tako, nisem, kar se tiče urnika v bogoslovju, nisem obiskoval svetih maš v bogoslovju, ampak to v veliki meri zaradi tega, ker me je preveč bolel, čustveno me je iztiral, ker je bilo pač v pridigah govorjeno o neki skupnosti, bratstvu, ljubezni in skrbi za nas bogoslovce. Vedel sem pa, kakšna je zgodba zadaj, kaj se v resnici dogaja. Je to bilo res ta jeza pol, ne? Ja, ko gledam nazaj, se dejansko dogaja duhovna zloraba iz strani vodstva. Zloraba ne samo nad mano, ampak nad vsemi, ki smo bili tam. Ker je bilo iz pozicije neke duhovne avtoritete v pridigi govorjeno o tem, kakšni bi mi mogli biti, pa je hkrati že med mašo ravnanje tega človeka bilo čisto nekaj drugega, z nekim metanjem knjig na stole in mimiko in tako naprej. No. In jaz sem se pač odločil, da bom se teh maš ne udeleževal, tudi zaradi tega, ker je ta bogoslovec sedel zraven mene in sem praktično celo mašo mogel poslušati njegove polglasne komentarje o tem, kakšen prasec in hinavc sem. In to so predstojniki vedeli in pol, ko se ni nič rešil, sem rekel, da svete maše pa res ne rabim tako doživljati. Tako da to je bilo nekaj, kjer tako bi lahko rekel, da nisem bil pokoren, sicer sem pa načeloma naredil, kar se od mene pričakovalo. Je bilo pa čisto eno novo obdobje, ne? Najbrž se pol veliko časa iščeš, ti si pol kaj kombi vozil, si rekel. Ja, jaz sem takrat, pol ko sem bil odslovljen, nisem mi glih svet podaril, no. Tudi zaradi tega, ker sem pričakoval, da se kaj tazga lahko zgodi. Bil sem presenečen, ampak po eni strani tudi olajšan. Tako, imel sem mešane občutke, no, tako dobre kot težke. Po eni strani sem vložil veliko časa in truda in želel sem iti v to smer, pa so mi bila po v bistvu 5 letih, ko sem jih investiral tja, zaprta vrata, brez da bi lahko karkoli odnesel oprijemljivega. Malce tako, če gledaš tako kot življenje, kot računalniško igrico, te 1-2 levela nazaj vrženo. Tako, ja. Dejansko sem se znašel v bistvu brez vsega, brez nekega vidnega napredka, tam, kjer sem bil 5 let nazaj. S tem, da še stiki so bili, ne? Drugi tako, so šli drugam. Še stike sem zgubil. Zato sem rekel 2 levela nazaj. Ja. Ker sem v bistvu malo zgubil stike s prijatelji, s tem, kar sem delal, čemer sem bil dober. In sem mogel v bistvu 25 začetku, da bi bil
kot da bi glih končal gimnazijo. Tako nekako. Je pa res, da faks imel že skoraj narejen, ne? Ja, ampak sej uporabnost teološkega faksa je tudi blizu ali enaka nič, ne. Ja, vendarle je neki, ne. Pač ja, je stopna izobrazbe, če bi hotel tako iti nekam. Poslušam vso tvojo filozofijo, vso tvojo psihologijo, najbrž ni vse sam z faksa, ne? Pa itak vemo vsi, da tist, kar te faks mal zrajca, pol greš še sam študirati, ne? Ja, jaz bom tako rekel. Pa brez zamere vsi, ki se trudijo na teološki fakulteti, ampak meni teološka fakulteta ni veliko dala. Mal v smislu filozofije, da sem jo začel drugače doživljati, kot si rekel, da sem pa jo sam raziskal. Drugače pa kar se tiče teologije in svetega pisma, sem pa veliko več v bistvu dobil od kje druge, čist sam ali svojim razmišljanjem ali tako. Sej to mogoče je malo vloga teologije, ne, ampak hočem reči uporabnost faksa, da bi dobil neko službo, da bi se nečesa lotil, a ne, da bi lahko rekel, ja, imam teologijo narejeno, pa bi mi nekdo rekel, če imaš to narejen, pa, a ne, dobrodošel. V tem smislu, a ne, pa če bila tudi to ena investicija, ki mora spet veliko investirati, da sploh kaj začneš pobirati, a ne. To je res, ko smo mi poklic mladinski delavc razvijali s kolegi, je bilo prvo vprašanje, da ga registriraš, ne, kot poklic, koliko je pol služb za te ljudi. Smo mogli dokazovati, da 1000 ljudi v Sloveniji to dela, pa da nima nobenega poklica iz tega področja, ne. Medtem ko to, kar si pa ti rekel, ne, pa če si izven duhovništva in redovništva, ni 1000 ljudi v Sloveniji, po moje, ne, ki bi delali teološke poklice. Ne, gotovo ne 1000. Tako da v bistvu mi je zanimivo, no, koliko smo mogli mi bolj natančno utemeljevati ta svoj poklic, kot ga morajo pa teologi. Ja, zdaj teološka... Skozi število delovnih mest. Ja, teologija ima pač tradicijo, ne, da je ena od prvih fakultet na univerzah nasploh in to pripada in se mi to zdi prav tudi. Ja, sej meni tudi. Ampak je pa res, da to ni izobrazba za določen poklic, v bistvu si ga moraš nekako sam narediti. Ja, in pol sem v bistvu si rekel tako, da eno leto ne bom nobene večje spremembe v smeri v svojem življenju delal. Ne bom, ne vem, začel s kakšno punco hoditi ali pa tudi šel kakšen red ali pa drugo škofijo, ker to bi bile možnosti. Ne? Če bi res se odločil, hočem ustrajati kot duhovnik, bi lahko šel kot nek redovnik ali pa v drugo škofijo. In tisto leto sem pol prek študenta delal 2 stvari v enem skladišču, pa eni založbi, pa razvažal sendviče po Sloveniji v kombiju in to delo mi je bilo takrat zelo lepo v bistvu, videl sem veliko Slovenije, tudi ful rad sem za volanom in pa sem tako poslušal podcaste, malo premišljeval. V času, ki sem ga imel, smo pa v bistvu pol v tistem letu malo zagnali, postavili to, kar je zdaj luč.si. In nekako konc leta, junija, ali kdaj je bilo, smo ustanovili podjetje in dohodka je bilo od prodaje teh delovnih zvezkov in DVD-jev v prvem letu nekako toliko, da smo rekli, če to še malo povečamo, če nam uspe, je to glih lahko za enega zaposlenega. In sem jaz rekel, dober, pač in sem se zaposlil tam. Smo pa pol tako... Je pa to v bistvu področje, če prav razumem, birmanske pastorale, je bilo tisto jedro. Tako, ja. To so bili birmanski učbeniki. Kar je treba tudi se ful potruditi, da to dobiš, ne, in ja, da je veljavno, ne. To je... Kako se že temu reče? Da dobiš imprimatur. Evo, te besede ne vem, če sem ga zapomnil. Ja, to je v bistvu bil preveden program iz Amerike, ki sva ga z Domnom Golobom, ki je pa tudi bil soustanovitelj firme, kupila že par let preden so bila oba v bogoslovju v bistvu. In sva ga prevajala čist za lastne, tudi kupila sva ga za lastne potrebe. Za svoje skupine, ki sva jih vodila, da sva ga tam uporabljala in pa sva ga počas prevedla. Jaz sem v bistvu prevajal videe za svoje skupine, Domen je pa nekako organiziral še prevod tega delovnega zvezka. In ko je bilo narejen, sva hotela to pač ponuditi v Sloveniji, ker ni glih veliko dobrih učbenikov za birmance v Sloveniji. In sva hotela to ponuditi, sva šla do naših katoliških založb, pa nobena nekako ni pokazala interesa ali pa nekega upanja, da je od tega lahko nekaj je.
Pa sva rekla, nič, pa bo pa samo založbi to izdala, pa sama založila. In je bilo treba dogovarjati se z Američani, da smo sploh dobili licenco za prevode pa izdajo, pa pol na škofovsko konferenco za imprimator pa potrdilo, pa pol reklamo narediti, pa sploh prepričati ljudi, da nismo protestanti. To je bil pomislek, čeprav protestanti nimajo Birme, kolikor je meni znano, ne. Ampak tam je Birma prav omenjal, ne? To je prav, moje potovanje proti Birmi je podnaslov. Tako da, je bilo veliko dela vloženega. Ko smo naredili firmo, je pa tako, pa smo iskali, kaj bi še poleg tega, ne, da nimaš tako samega konja v dirki, ampak da malo razširiš področje. Ne. In ideja je pol bila neka molitvena aplikacija, ki bi bila hkrati tudi izobraževalna, nek portal za verne ljudi v Sloveniji, ampak pol, ko je bilo že nekaj časa vloženega v idejo in zasnovo in tako naprej, smo gotovili, da je to čist prevelik projekt in smo to opustili in pa smo se lotili prevoda še enega drugega programa v Sveti Maši, pa tudi to ni šlo tako hitro, kot smo mislili. In pa v bistvu 1 leto bilo okoli, pa še ni bilo. Prišel, ne? Tako, pa je še COVID prišel in so odpadali duhovni vikendi, ki so imeli rezervirane. Kako so bili pa te duhovni vikendi, a to ste po teh učbenikih delali z župnijami, ali kaj? V bistvu so župnije, ki so uporabljale te učbenike, bile v stiku z nami in smo ponudili, lahko naredimo kot dopolnitev tega še nek duhovni vikend za vaše Birmance. In eni so se za to odločili, smo imeli že rezerviran neki terminov, neki vikendov, pa je prišla korona, je bilo treba vse odpovedati, to je bil pač tudi izpad nekega predvidenega dohodka. In pol se je v bistvu pokazal, da ne bo denarja za mojo plačo in sem odprl SP. In tukaj prideva pol še do SP-ja in do prvega vprašanja serijskega podjetnika. Tako, takrat sem pol mogel odpreti SP, zato ker s temi olajšavami, ki jih prvo in drugo leto ima SP v Sloveniji, smo pol uspeli nekako zvoziti, koliko leto pa pol v bistvu imam SP. In v tem času sem upal, da se bo pokazal tako kakšna druga priložnost in se je, Bogu hvala, tako da zdaj nekako me ne skrbi več toliko zelo, samo preživetje, pa včasih je bilo res tako, da nisem vedel, če bom lahko davke plačal naslednji mesec, ne. SP vedno štarta spet 100 € minusa. Pa sem, na ampak mesec, zdaj nekako je mal večja stabilnost, prav zelo velika, pa še vedno ne, kar je tudi dobro, ker pa se moraš nasloniti na Boga in gojiti vero, ne. Škaj pa me mal matra, ker sem sam kot mladinski delavec opažam, koliko se producira orodij, nihče pa skoraj zares ne želi biti z mladimi, ne. Tudi denar, ne, se lažje dobi za produkcijo nekega orodja, kot pa za biti z mladimi, ne. Tukaj me mal matra, ne, produkcija orodij proti biti z mladimi, ne. Ti vendarle bolj ali manj produciraš orodja, ne. Ne več. Luč.si, so večinoma orodja, to, kar se vidi na spletni strani, kar pa jaz delam, je v bistvu večina mojega dela in delovnika je biti z mladimi ali pa pripravljati stvari za to, da sem z njimi. Se pravi, vodenje duhovnih vikendov, delavnic, mladinskih skupin in tako naprej. So orodje pomembna, no, jaz rečem tako, za ta naš program birmanski, zdaj, ki je bil lih Tour de France. Če bi se Tadej Pogačar odpravil s ponijem na Tour de France, ne bi veliko dosegel. Pa je lahko najboljši kolesar, ne. Orodje, ki ga ima katehet, ni toliko pomembno kot bicikel za kolesarja, ampak je pa pomembno, kaj uporabljaš, kaj imaš za v roke prijeti. Mislim, da ni brez vrednosti ta orodja, da niso brez vrednosti. Je pa tudi res, no, tako, če sem čisto iskren, da Jezus jih ni imel, ne? Ja, pa tudi jaz jih ne uporabljam vedno. Svojih orodij. Verjamem, da so dobra, ampak večinoma skupine pelem brez teh stvari. Mislim pa, da tako niso vsi kateheti take vrste, da bi to lahko počeli. Jaz to gledam kot bergle. Dejansko pač rabaš jih in pol počasih odvržaš, ne? Ko ti orodje pride niti ne v veščino, ampak v attitude, ne, v odnos. Najbolj pomemben za vodenje je odnos, ne tvoje veščine, ne. In ko ti orodje pride do odnosa, kaj najtežjega je vzgojiti, ne, pri sebi in pri drugih, ne. Takrat ga pol odvržeš, ne. Jaz programe v bistvu dostikrat vidim kot eno vezivo tega, kar delaš z enim človekom, ker da ti da eno strukturo,
nekaj, na kar se lahko primeš in okrog tega zgradiš, kar pač gradiš. Si pa pol tudi poskušal že z vloganjem in moram reči, da si kar všečen vloger, se te z veseljem vidi, ne? Kako je zdaj s tem vloganjem? A to je vloganje zate oznanjevanje, ali je reklama, ali je oboje, ali je v bistvu, ker to je težko zmonetizirati, ne? Težko je preživeti od tega? Ja, v Sloveniji sploh, ker pač ni nekega upanja, da boš imel toliko gledalcev, da boš od tega imel nekaj sponzorjev. Ali pa da boš mogel testirati izdelke nekaj, kaj pa boš s tem kot pastoralni delavec, ne? Ja, no, sej to prav, za to področje, za to področje, s katerim se jaz ukvarjam, ni, tudi sponzorjev ni, ne, Vlog je bil v adventu prejšnje leto, kot program za SI. To si bil res intenziven, to si sprot snemal vsak dan. Ja, zdaj... Si cel advent za to vzel? V bistvu, Se to ni bilo toliko načrtovano, kot je to tudi malo posledica mojega odlašanja. In smo pol naredili že reklamo, da adventni program bo in tako. Zato, da te prsil, ne? Zato, da sem se prsilil, da pa zdaj mora iti to ven, ne? Ker malo moja ovira je tudi perfekcionizem. Sicer poskušam malo tega tako ga regulirati, ampak dolg časa nisem snemal stvari, ker sem razmišljal, to bi mogel še drugače, pa boš bi mogel povedati, pa se boš pripraviti, pa ne vem še dost. Ampak pa sem enkrat rekel, zdaj pa dostno, mislim, nekaj pa moraš od sebe dati, tudi ljudje okoli mene so mi rekli, pa daj... Dovolj dobro je. Ja, tako, In pa sem pač posnel ta program, ni pa... Tako, zdaj za Instagram, za luč.si še posnamem kakšen reel na vsake toliko časa. Rad bi jih večkrat, pa se pol ne spomnim ali pozabim. Ampak video je meni veliko bližji v bistvu kot podcast. In tudi če bi podcast snel, bi to bil zraven video, ker najraje delam v živo. Jaz upam, da me ne bo to povozil. Ne vem. Jaz najbolj močen sem v živo, ker se mi zdi, da imam dokaj razvito tudi nebesedno komunikacijo, pa pomemben mi je tudi tako v živo videti človeka na drugi strani. Zdaj v videu tega ne moreš in to mi je bilo tudi zelo težko v bistvu, ko sem snemal. Ker si moraš sam predstaviti neko ciljno publiko, kdo te zdaj posluša, na kaj v bistvu odgovarjaš. In to je tudi težava, ker sem skozi razmišljal, pa se me ni noben nič vprašal, kdo sem zdaj, ker neki se postavil, pa rekel, zdaj vam bom pa jaz nekaj povedal. Ampak, sem skušal imeti pred očmi te ljudje, ki so mi dejansko to rekli. Stranke si pa poznal potencialne, saj nisi bil zelo zadovoljen s svojo prodajo, ampak vendarle, nekaj 10 župni pa je. Za birmanski program. Ja, mislim nasploh, za vse, kar dela luč.si, konec koncev domnevam, da so to podobne župnije pol, ne? Ja. Večinoma so kar iste, Pač tvojih strank je recimo nekaj 10, 50 recimo, ali kaj takega. Ja, to je zelo težko oceniti, koliko ljudi uporablja ta program, ker veliko župni uporablja samo videe in ne naročijo pol vsako leto delovnih zvezkov. To si tudi taki, ki so delovne zvezke naročili enkrat, pa jih uporabljajo tudi za naslednje generacije iste. To se nam sicer ne splača, ampak jih razumem, mislim, je modra poteza, ki bi se tudi jaz verjetno poslužil. A da bi sam kopiral oziroma printal? Ne, ampak čistko, da enostavno jih ne izpolnjujejo ali pa izpolnjene dajo naprej, ker ni bistven tisti dela. Sem vedno vesel tistih, ki kupijo delovne zvezke, tudi če sam zaradi tega, da podprejo naše delo, ker to tudi marsikdo reče, da pač nas hoče podpreti, da je vesel tega, kar delamo. Z dostimi smo res tako, tudi v osebnem stiku, se poznamo. Vem, kaj delajo, tudi povejo kakšen feedback. Ker to je pri prodaji zelo pomembno, veš, da ti poznaš svoje kupce zelo dobro in da imaš z njimi odnos. Ne? Ja, sej verjetno je to tudi težava, da ne dosežemo več ljudi, ker nas pač ni toliko. Jaz sem v bistvu delam več ali manj sam marketing, prodajo in dosežeš eno količino več, pa težko. Da bi pa v tem zadnjem delu šla še na stanje mladih, kaj je tisto, kar zares potrebujejo po tvojem? Oziroma, kaj jim ti želiš dati? Vprašanje za $1 milijon. Če sem zelo klišejski pa splošen, bi rekel, potrebujejo ljubezen. Ampak to zelo resno mislim.
dejansko to, kar jim jaz želim dati, je, da jih imam rad. En citat, ki mi je zelo blizu in se ga skušam držati, je Don Boscov stavek. Ni dovolj, da imamo mlade radi, mladi morajo vedeti, da jih imamo radi. Če mladi tega ne vejo, če se njim ne zdi, da jih imam rad, pa ne tako v nekem trenutnem smislu, ker sem naredil nekaj, kar pač ni všeč. Ker to se tudi tako od otrok do staršev zgodi, čeprav imaš kot starš rad otroke, ampak včasih se njim zdi, da jih nimaš, ker si nekaj prepovedal. Ampak tudi da jim čisto rečeš, rad vas imam. Zato sem tukaj, ker vas imam rad. V petek zvečer, ko bi lahko karkoli drugega delo, pa ne da bi jim očital, da se zdaj oni počutijo neki dolžni, ker si ti tam neki bil za njih, ampak pomemben mi je vam pomagati v življenju. To, kar vam govorim, je za vaše dobro. In res iskreno upam, da vam uspe v življenju. Čeprav s tem stavkom si pa že šel malo v uno, ne, veš, sej to vse delam v tvoje dobro. Ja, no, ampak sej, če je iskreno, je to res, a ne? Mislim, moraš pa res tudi vedno sebe preverjati, a res to delaš v njihovo dobro. Ja. A to delaš zaradi tega, ker se ti ob tem dobro počutiš, ker ti rabaš ta nek feedback, da si nekomu pomemben in je v bistvu ful pokroviteljsko. Prej, ko so se pogovarjala, mi je bila zanimiva ta teza, no, da pri delu z mladimi eni iščejo svoje občutke, ko jim mladi jejo iz roke, eni pa res delajo z mladimi. Ne? Ja, in to je tudi meni bilo dostkrat očitano v bogoslovju, a ne? Zakaj pa toliko dela z mladimi? Kaj? To je lušten. Ne vem, meni se zdi, da je veliki večini ljudi bolj lušten delati z odraslimi kot z mladimi. No? Se bom tako rekel, no, tudi jaz, zdaj bo to mogoče zdaj, da si malo v nasprotju, ampak bom prišel nazaj. Najlažje mi je bilo delati z zakonsko skupino. Ko sem en duhovni vikend za zakon. To so bile počitnice zame. Jaz sem prišel, v bistvu sem pripravil neko vsebino, ampak sem šel, ker sem navajen delati z mladimi, ker moraš jih res spodbujati pa voditi. Ker sem prišel, sem povedal par svojih stvari in smo se pogovarjali. In sem tudi jaz imel nekaj od tega. To je lahko, mislim, to prideš in sodelujejo, so ljudje, ki hočejo tudi sami nekaj dati in imeti in tako naprej. Pri mladih je tega v bistvu zelo malo. Zelo redko slišiš kakšen hvala iz njihove strani. Malo je feedbacka, ne? Ja. Je doskrat se zdi tako eno Sizifovo delo, tudi zato, ker se generacije hitro menjajo. A ne? Pa hitrejše so spremembe, ne? Ja. Ne vem, gre nekam, dobi neko drugo klapo, pri zakoncih ni toliko tega, ne? Ja. Ni s tako veliko hitrostjo. In tudi veliko je takih odpadov, ki res osebno, mislim, prizadenejo in zabolijo, a ne? Nekdo, ki je rad hodil, ki se ga bil vesel, ki je dobi neko družbo ali pa enega fanta, punco in ga nikoli več ni. In tudi začne živeti čisto drugače kot to, kar si mu poskusil dati, v tem času, ko si bil tam. In je zelo boleče delati z mladimi. Spet Don Bosco, Je rekel, če hočeš delati z mladimi, jim moraš dati svoje srce. Ko jim boš dal svoje srce, ga bojo zlomil. Ampak ko ga bojo zlomil in boš ti še vedno tam, potem ti bojo pa dal svojega. In to je tisto, zakaj je lepo delati z mladimi. Ker ti res dajo srce. Se more pa res prej zgoditi to, da ti zlomijo tvojega. Da te preskusijo, ker iščejo tudi tvoj odziv, ne? Ja, in zato, rabijo ljubezen. Ne vejo tega mogoče na tako razumski ravni. Čutijo pa in to tudi probajo tako intuitivno. V bistvu probajo mejo, a telo dosti prizadenejo, da boš odšel. Ali boš ti tam, tudi če so te prizadeli in jih imaš v resnici rad in ti v resnici mar za njihovo dobro. In to rabijo, pač, da si na voljo za to, da te prizadenejo, pa boš vztrajal. Pa nekaj, kar jaz tudi zelo verjamem, da rabijo biti slišani. Ne rabijo biti samo, zelo je problem, ko ti jih popredmetiš v tem smislu, da delaš z njimi, tako kot v šoli, So številke, so ocene. Ja. Se pravi, da to, kar je on te prejeku, je imel tudi impact na te. Ja. Se pravi, in to je ta zlomljeno srce, po moje, kar si rekel. A veš, to, da ne to, da boš pač ti kamen, mislim, da je Geriol enkrat, ali kdo že je zelo dobro uporabil izraz, tisti, ki je pol kozu bil v grmu, ko je Abraham Izaka daroval. Grm ni kamen, ni pa tudi nič, je ravno prav mehko, da ostane zakoreninjeno not, Ja. ampak ga pa lahko tudi polomi,
To je. Veš, tudi ko je medgeneracijsko sodelovanje, recimo, najpogostejša forma je, da pridejo otroci v dom za ostarele za 5. Se pravi, oni so v neki igrani vlogi, oni pol ta starejši jim kaj povejo in so malo pokroviteljski in tako naprej. Ne? Kdo jih pa res sliši? In to je, kdo mlade zares sliši? To je kaj, Galimberti, ne? Mladi živijo le po noči, ker jih po dnevi nihče ne potrebuje. Ne? To se mi zdi tako dati mladim, da jih boš potreboval. Tudi ko jaz poslušam goreče grme v mojih podcastih, rečejo tako, moj prvi goreči grm je bil, da me je tale poklical in mi rekel, ti bi pa te prosil, če bi mi vodil tole skupino, ali pa kaj tazga. In tudi pri tebi sem tako en čist prvi goreči grm, če sem te prav razumel, da ti je če prav razumem, duhovnik zaupal vodenje skupine, to je bil zate otvoritveni goreči grm. Še pred tem sem bil v skupnosti Mladih za Kristusa voditelj. In tam so me tudi tako, pač drugi voditelji povabili, da bi tudi jaz vodil. S tem, da tam je tako, da so voditelji več ali manj podobno stari kot ti, ki jih vodijo. Tako da ni bilo to v smislu zdaj nekega starejšega človeka, ki bi mi rekel. Ampak to se mi zdi res dobro, to, kar si povedal. Pokazati jim, da jih rabiš. In tudi to je nekaj, kar jaz mladim velikrat rečem, rabimo vas, ker jih res rabimo, a ne? Tudi to je dejstvo, da jih res rabimo in vsi vemo, da jih rabimo. Ampak da jim pa to kdo priznal, pa se naredil ranljivega, to si pa ne upamo, a ne? Pa meni se zdi, da tudi so o tem že prej govorila, da je identitetni problem, ne? Pri mladih, da zelo velikrat v bistvu svojo identiteto vežejo na nekaj, kar jih bo razočaralo, ne? Pa tukaj se mi pa zdi, da prideva do pomena duhovnosti. Veže identiteto ali na nek klub, ali na neko muziko, ali na nek uspeh, ali na neko materialno stvar. Ne? Ja, jaz mislim, samo Bog je pa tisti, ki je lahko dovolj močna stalnica, ne? Identitete. K temu smo vsi nagnjeni, da vežemo svojo identiteto na take stvari. Mladi so pač še zelo sveži pa gnetljivi v tem, ker oni šele iščejo svojo identiteto. In pograbijo veliko stvari, a ne, in probavajo. In oni so vse pa nič hkrati. In v tem času se v bistvu odločajo, nad čem bojo gradili. Kaj bo rekel, to pa jaz sem, a ne, to je temelj mojega življenja. Oni še probavajo, ne, enkrat sem ful dobro slišal, res mi je fantastična metafora, starši jim nafilamo ruzak z vsemi stvarmi, ki jih bojo rabili, ki mi mislimo, da jih bojo rabili v življenju, pa pride puberteta, pa pred nami ruzak vse ven stresijo, pa dajo noter samo tiste stvari, ki jih res rabijo. In to je ta, ker ruzak ven stresajo, ne, je tisto zlomljeno srce. In je tudi obenem testiranje, do kam bomo šli, ampak res, če bi on bil obtežen za vsem, kar smo mi naložili, ne bi bilo dobro zanj, ker se v mestu svet spremeni in mi pač smo izhajali, zato pa so te generacije, ne, baby boomeri, X, Y in tako naprej, ker enostavno smo toliko ukoreninjeni, vraščeni v svojo kulturo, da res velikrat moramo določene vzorce biti pripravljeni, da jih bojo opustili. Ja, in identiteti, ne, tako, ena od nalog voditelja je v bistvu, da pomagaš temu mlademu človeku res postaviti trdno identiteto. Ampak tega ne moreš tako, da mu ti poveš, ti bi mogel biti to pa to. Lahko samo tako, da mu poveš, to sem jaz. Jaz sem pač tako, kot sem in si v tem iskren. In ob iskrenih likih s trdno identiteto bo on lahko svojo oblikoval. Janez, hvala ti za vse tele spodbudne besede, predvsem za tvoje osebno pričevanje, kar so že tudi drugi, ki so se s teboj pogovarjali, ugotovili, me tudi zelo navdihuje. Veliko razočarano od cerkev, pa kljub temu rad cerkev in tiste stvari, ki so te razočarale, jih ne razkriješ popolnoma, ne, ampak se trudiš tudi odpuščati, ne. Ja, gotovo, jaz mislim, da je to edina pametna pot. Razkrijam jih toliko, kot bi si želel, da bi bile meni razkrite, da bi bil mogoče manj ranjen. Zato jih tudi povem, da pač nekdo, ki gleda neko podobno pot, kot sem jo sam hodil, ve približen, a ne, in tudi, ker mislim, da je iskrenost edina, ki zdravi. Nimam pa namena zdaj ljudi blatati, tlačati, ker verjamem, da se
tako kot sem rekel že, dost na začetku. Verjamem, da se vsi ljudje trudimo za dobro. Vsak po svoje. In tudi jaz sem gotov naredil kaj, kar bi mi lahko kdo očital za mero. In ne bi si želel, ne bi bilo prijetno doživeti nekaj drugačnega odnosa. Pa res so veliko sreče v zvezi z spremembo življenjskega stanu, čeprav razumem, v letu dni pride poroka. Ja, in plan je v maju, ja. Najdu to pravo razmerje med pastoralnim delavcem pa družinskim očetom. Jaz se na tem področju zdaj že lovim 15 let, tako da če boš kdaj rabil, ne bom pametoval, bom pa z veseljem sopotnik. Ja, hvala. Pa hvala tudi za povabilo in vse, kar delaš tukaj.